občine Brežice, gospod Mojco Florjanič. Podpredsednika Turistične zveze Slovenije, gospoda Jožeta Praha. Predsednico Občinske turistične zveze Brežice, Branko Strgar. Predsednika krajevne skupnosti Pišece, Primoža Krička. Ravnateljico osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, Nuško Ugrevc. Poseben pozdrav pa je namenjen vsem predstavnikom društva domače krajevne skupnosti, predstavnikom sosednjih turističnih društev, donatorjem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k današnji prireditvi. Henry Wadsworth Longfellow je nekoč dejal: življenje velikih ljudi nas spominjajo, da je naše življenje lahko veličastno. Zato zapustimo za seboj odtise nog v pesku časa. 60 let v pesku časa ni dolgo obdobje, a sledi, ki jih naše društvo pušča za seboj, so številne in globoke. Zbrali in zapisali smo jih v zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti. Zato na oder vabim predsednico turističnega društva, Anico Butkovič, ki bo povzela nekaj sledi iz naših 60 let. Izvoli, Anica. Obletnice so trenutki, ko se zazremo v neko obdobje in osvetlimo spomine na dogodke in ljudi, ki so jih zaznamovali. Začelo se je 28. aprila 1962 na ustanovnem sestanku v Stari Medvedovi gostilni. Uradni naziv društva je bil Olepševalno turistično društvo Pišece, pozneje se je preimenovalo v Turistično društvo. Danes je društvo prostovoljna organizacija, ki združuje krajane s ciljem spodbujanja aktivnosti za razvoj turizma v vseh njegovih pojavnih oblikah. V teh 60 letih smo člani društva s prostovoljnim delom, z donacijami posameznikov, lokalne skupnosti in občine Brežice uspeli zgraditi turistično zanimive in gostoljubne Pišece. Desetletja so ponudila mnoge izzive in nastali so številni projekti posebnega pomena. Kot so pohod na Špičak ob slovenskem kulturnem prazniku, pohod po poti dr. Slavka Sušina, pohod po poti suverenosti, postavljanje mlaja, organizacija čistilnih in hortikulturnih akcij, predstavitve ob krajevnem prazniku, na dnevih vina, kruha in salam, na Županovem golažu, na sejmu Alpe Adria in še dva naša bisera, na katera je društvo izredno ponosno, to sta Kozolec in Mlin. Del današnjega dne je namenjen tudi naši novi pridobitvi, poti, koraki za zdravje, znanje in sanje. Temeljni gradnik vseh naših uspešnih zgodb je vsekakor prostovoljstvo. Ne gre zanemariti gostoljubja, solidarnosti in družabnosti. Dobrih zgodb pa zanesljivo ni brez krepkih vezi med krajevno skupnostjo, občino, domačo osnovno šolo in društvi v lokalni skupnosti. Mimoidoči popotnik, ki zaide v Pišece, na prvi pogled prepozna, da je v kraju, kjer narava, preteklost in sedanjost radodarno ponujajo različne podobe in dogodke. Zavedajoč se pomena turizma za naš kraj, želimo v bodočnosti negovati bogastvo narave in sadove, ki sta jih narava in človek dolga stoletja z roko v roki ustvarjala. Nastalo zgodbo pa dopolniti s turistično infrastrukturo, ki nam za razvoj uspešne turistične ponudbe še manjka. Zahvaljujem se vsem, ki ste s spoštovanjem preteklosti in svojim predanim delom pomagali graditi temelje svetle prihodnosti Turističnega društva Pišece. Hvala. Zdaj pa na
oder vabim gospod podžupanjo Mojco Florjanič, da nam nameni nekaj misli. Spoštovane krajanke in krajani Pišec, spoštovane gostje in spoštovani gosti. Danes smo se zbrali tukaj v tej idilični pokrajini, med skrbno obdelanimi vinogradi in sadovnjaki in prelepimi gozdovi, ki se razprostirajo proti mogočni orlici, ki bdi nad Pišecami in jih ščiti pred severnimi vetrovi. V delu naše občine, ki ga nemalokrat preletavajo mogočni orli, po katerih je gora dobila ime in ki dajo zgodbi še posebno lepoto. V pokrajini, ki je administrativno zaščitena, saj je vključena v varstveno območje Kozjanskega parka in v kateri na svoj račun pridejo tudi tisti, ki poleg naravnih radi obiskujejo in občudujejo tudi kulturne in zgodovinske znamenitosti. In ravno danes slavite vi, ki ves čas skrbite za to, da radovedni popotnik, ki zaide v ta prelepi del naše občine, v Pišecah prepozna kraj, kjer narava, preteklost in sedanjost radodarno ponujata tako zelo veliko. Mlin ob tesni strugi Gabrnice in vaški kozolec, ki omogočata ohranjanje ljudskih običajev in hram Bogorodja in naprav s pišeških domačin. Farno cerkev svetega Mihaela, ki svojim 42 metrov visokim zvonikov vabi že oddaleč. Domačijo Maksa Pleteršnika, ki s ponosom predstavlja avtorja prvega slovensko-nemškega slovarja. Osnovno šolo, ki nosi ime, ki je obenem kulturna šola, ter članica UNESCO Aspnet mreže in UNESCO središča za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. In na koncu, v jedro divjih in gozdnatih gričev stisnjen samotni in mogočni grad Pišece, ki se na skalni kopi vzdiguje v imenu rodu pišeških vitezov, ki so imeli nekoč grad v svoji posesti. Grad, za katerega si vsi že na ves glas želimo, da odpre svoje mogočne duri in da Pišecam in Brežicam to, kar mu vsej mogočnosti lahko daje. In prepričana sem, da nam bo uspelo. Le vztrajati moramo in strniti vrste, željo in moč, da nam uspe. Dragi zaslužni vsi v turističnem društvu Pišece, ob vaši 60-letnici se vam tako v imenu župana, kot tudi občine Brežice zahvaljujem za vse, kar ste ves čas delali in še delate za vaš kraj in s tem tudi občino Brežice. Za vašo požrtvovalnost in vse trenutke, ki jih z delom v društvu namenjate svojemu kraju in z rednimi čistilnimi in hortikulturnimi akcijami skrbite za urejenost kraja in spominskih obeležij. Organizirate pohode na Špiček ob slovenskem kulturnem prazniku, pohod po poti dr. Slavka Sušina in pohod po poti suverenosti. Se redno predstavljate na različnih prireditvah in sejmih v občini in izven njenih meja. Odlično sodelujete z ostalimi društvi in domačo osnovno šolo, ki vzgaja turistični podmladek. Spodbujate lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri razvoju turizma v domačem kraju. In iskrene čestitke tudi ob vašem današnjem velikem dogodku, otvoritvi poti Korak za zdravje, znanje in sanje. Poti od izvira Duplo na Pečarjev breg, ki pomeni samo še eno zgodbo, ki bo Pišecam dalo dodatno vrednost in priložnost. Pot, ki že samim imenom nosi globoko sporočilo. Naj se na njej krepi zdravje, naj se na njej gradi znanje in naj so na njej dovoljene sanje. Sanje za naprej, za jutri in za vse, ki ste in še prihajajo. To dediščino namreč ustvarjate tudi zanje. In za konec samo še nekaj. Zelo rada in z velikim ponosom vedno povem, da sem še vedno malo tudi Pišečanke. V šolski kuhinji v pišeški osnovni šoli sem namreč naredila svoje prve korake in tukaj preživela najlepše trenutke svojega najzgodnejšega otroštva. In počasi in vztrajno se tudi vračam v meni najljubši del brežiške občine, na vašo sveto Jedrt. Kajti to so vezi, ki ostanejo z ljudmi
in z njihovo energijo, ki kraju daje tisto, zaradi česar se vanj vedno tudi vračamo. Še enkrat čestitke ob vašem prazniku, tako v imenu občine Brežice, kot tudi župana občine Brežice. Zdaj pa vljudno vabim na oder vašo predsednico, da izročim občinsko plaketo. Predsednika krajevne skupnosti Pišeca, gospoda Primoža Hripška. Izvoli. Spoštovana predsednica Turističnega društva Pišeca, gospa Anica Butkovič, člani in članice Turističnega društva, cenjeni gosti in organizatorji, spoštovani vsi navzoči, hvala in vesel sem, da kot predsednik sveta krajevne skupnosti Pišeca lahko praznujem z vami na ta pomemben dan, ko obeležujete 60-letnico Turističnega društva, ki je usmerjen predvsem v skrb za urejenost kraja in delo člani na tem področju. V tem smislu potekajo tudi vse glavne prireditve v kraju, oziroma akcije, ki jih preko celega leta izvaja. Vsi vemo, da vsi aktivni člani društva s svojim požrtvovalnim delom, zagnanostjo, vztrajnostjo, znanjem in investicijam prispevate k še boljši urejenosti kraja. Saj smo bili v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna že večkrat nagrajeni. Skrbite za ohranjanje ljudskih in kulturnih običajev, vse skozi udeležujete različnih dogodkov v kraju, občini in drugod in odlično sodelujete z ostalimi društvi v kraju. Verjamem in upam, da bo vaše delo in sodelovanje tudi v prihodnje kar se da uspešno in plodno. Kar si nadvse želimo, zato vam bo zahvalo za ves vaš trud, delo in požrtvovalnost poklanjam v imenu sveta krajevne skupnosti Pišece plaketo za 60 let delovanja. Bokar dobro. Hvala.
za večletno uspešno in požrtvovalno delo na področju turizma prejeli priznanja ter bronaste, srebrne in zlate znake Turistične zveze Slovenije. Prosim gospod podžupanjo, da se mi Davor Zopančič, Magda Brenko, Jožica Klobasa. Vabim jih na oder. Priznanje in bronasti znak Turistične zveze Slovenije prejmejo Vika Kolar, Mirko Kolar, Miha Klobasa in Fanika Medvešek. Sem se malo obrnite še k nama dvema, no? Pa še en aplauz. Priznanje in srebrni znak pa prejmejo Danica Lončar, Jožica Molan, Edo Molan, Vlado Zagmajster, Boža Podvinski, Dragica Zagmajster in Rado Škof. Še zbornica. Še zbornica. Pa stopite malo naprej, ne se bat, no, vsi nekam odzatri. Ostalo je še priznanje in pa zlati znak, ki ga prejmejo Vinko Lesinšek, Jože Zagmajster, Slavica Kostanjšek, Ivan Šeler, Ana Iljaš, Anica Butkovič in Irena Markovič. Anica, iskreno čestitke. Hvala. Ko boste brali bilten, boste ugotovili, da je društvo svoje cilje uresničevalo v sodelovanju z ožjo in širšo lokalno skupnostjo in tudi njihovo materialno podporo. Danes je čas, da se tudi njim zahvalimo. Prosim predsednico, da se vrne. Hvala lepa za vse. Želim, da še naprej laufa tako, kot je. Tudi vam laufa tako, kot vam laufa. Pri delu nam bolj laufa, kot na odru. Zahvalo za sodelovanje in podporo na področju turizma prejme tudi krajevna skupnost Pišece. Zahvaljujem se, želim še veliko prijetnih trenutkov skupaj z vami, s vsemi drugimi, da naprej pomagamo graditi naše Pišece. Tesno sodelujemo tudi z osnovno šolo Maksa Pleteršnika Pišece, zato je zdaj priložnost, da se jim zahvalimo in vabim gospo ravnateljico Nuško Ogorevc, da prejme zahvalo. Hvala lepa za vse. Se že kar napovedujem za bodoče, ker še vedno mi je menda pisano na koži, da ko kaj taka rabim se zalpim šol. Hvala lepa.
V Pišecah deluje veliko društev. Med seboj dobro in pogosto sodelujemo, zato je prav, da se danes zahvalimo tudi njim. Zahvalo za dolgoletno uspešno sodelovanje prejme Vinogradniško društvo Pišece, Ja, smo vse krivo, ima še to. Čestitam, zahvaljujem se in želim še naprej tako uspešnega in koristnega sodelovanja. Če smo do zdaj, bomo še naprej. Hvala lepa. Zahvalo prejme tudi kulturno društvo Orlica Pišece. Želim, da še bodoče tako uspešno. Hvala lepa. Tudi vam. Zahvalo prejme prostovoljno gasilsko društvo Pišece. Uspešno je bilo. Upam, da vas rabimo samo za take stvari, ne za kaj. Hvala lepa. Da je kinolog ali pa še maček šel na drug, vlaste se pravi, malo šteti. Dobro. Zahvalo prejme tudi lovska družina Pišece. Hvala lepa za dolgoletno sodelovanje. Zdaj smo se še dodatno povezali s to našo novo potjo in upam, da bo to rodilo dobre sadove. Zahvalo prejme tudi društvo Pleteršnikova domačija. Hvala lepa za dolgoletno povezavo in upamo, da se dobro še naprej. Vsekakor. Zahvalo prejme tudi Badminton klub Pišece. Bomo posredovali. Brez podpore in dobrega sodelovanja z občinsko turistično zvezo ne bi bili tako uspešni. Zato vabim predsednico gospo Branko Strgar, da tudi ona prejme zahvalo. Znamo in bomo. Mi pa prisluhnemo še enkrat Ani in uživajmo v zvoku njenih citer. Sedaj pa ponujam besedo vam. Če želi kdo spregovoriti, ga vabim na oder. Spoštovane gospe in gospodje,
en lep pozdrav v imenu Turistične zveze Slovenije, predvsem pozdrav naši predsednici, pozdrav vsem vam članom, ki ste pokazali to izjemnost dela. Rad bi vam v imenu Turistične zveze Slovenije seveda čestital, še posebej vsem prejemnikom in se zahvalil gospe podžupani, da je podelila priznanje Turistične zveze, da to kaže na to, da nedvomno znate izjemno dobro sodelovati z lokalno skupnostjo. In tega si nedvomno v Turistični zvezi Slovenije tudi želimo. V Turistični zvezi Slovenije danes deluje preko 600 društev, 30 000 in nedvomno je ta naš slogan, ki ste ga vi tukaj 60 let znate odlično reprezentirati, turizem smo ljudje, ja, to je tisti slogan, ki nas dela v slovenskem prostoru odlične. In v letošnjem letu pričakujemo izjemno veliko število gostov v naši državi in nedvomno bodo morala biti turistična društva tista, ki bodo znala ta turistični pritisk od drugod tudi kanalizirati v vse naše kraje. In Posavje je nedvomno eno od tistih območij, ki v slovenskem prostoru ni prav dobro poznano, pa vendar na nas je, da ga znamo bolj promovirati in verjamem, tudi naša politika, tudi STO in tako naprej je prepoznal, da je Posavje edinstven in da lahko našim gostom, ki prihajajo, pokaže nekaj edinstven. Hvala lepa. Edinstveno, a ne in takšno ne bo še naprej. Hvala lepa. Anica, tam boš pa dalje. Pejte naslednji, tam pojte. Najbolj zbojanica imela en stol, to gor pa kar čakala. Tako spoštovani, spoštovane, spoštovani člani Turističnega društva Pišece, Anica kot predsednica, ki je že dolga leta na čelu tega društva in ki vas nekako tudi združuje, vabi bodisi k čistilni akciji, kjer smo društva ponavadi tista ta prva v kraju, ki se tega lotimo, bodisi k tistim lepšim stvarem, ko vas kam popelje, bodisi po domačem kraju, naši občini, Posavju in pa tudi širše po Sloveniji, številnih sejmih, ki se jih udeležujete, predvsem je to sejem v Ljubljani, sejem Alpe Adria, kjer se znate zelo dobro predstaviti in pa ne vsezadnje povsod tam, kjer ste bili. Še enkrat iskrene čestitke. Vemo, da je Občinska turistična zveza mlajša od Turističnega društva Pišece, kajti bila je ustanovljena leta 1965, se pravi, najprej so morala biti društva, ki so težila k temu, da se tudi krovno povežejo in leta 1965 je nastala tudi Občinska turistična zveza Brežice. S Pišecami, se pravi z društvom, zelo dobro sodelujemo tudi v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, tako na občinski, kakor tudi na regijski ravni. Vedno najdemo neke točke, ki Pišece predstavijo tudi za naprej in tako smo naredili tudi letos, ko so nam strani občine pomagali, da smo pač predloge posredovali na ocenjevanje na Državno komisijo, se pravi na Turistično zvezo Slovenije. In kot je že povedal gospod Prah, da dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo, se pravi z občino, nedvomno to res drži, kajti tudi razpisi, ki jih občina objavlja in imamo potem nekako že od aprila naprej možnost, da tudi v tekočem letu koristimo ta sredstva za našo dejavnost, to nedvomno potrjuje. Izvoliš. Res vidiš, da smo prazni. Spoštovana predsednica, draga Anica, spoštovani člani in članice Turističnega društva, cenjeni gostje, prinašam pozdrave in čestitke v imenu učencev, zaposlenih in seveda v mojem imenu Osnovne šole Maksa Peteršnika Pišece. Slišati je, da je dobro sodelovanje
Zagotovo je to res. Še iz časov, ko je Anica delovala vsa leta kot učiteljica v šoli in že mlade vzgajala v duhu, v katerem deluje vsa leta v društvu. Štafetno palico turističnega podmladka predala kolegu Matjažu in delo se nadaljuje. Ob vašem jubileju in praznovanju vam res iskreno čestitamo sodelovanja tudi v prihodnje. Mi smo vam na voljo in verjamem, da tudi mi, ko vas bomo potrebovali, da se boste tudi odzvali. Tako da vse dobro tudi v prihodnje. Predsednica, spoštovani člani turističnega društva, v imenu vinogradniškega društva vam iskreno čestitam po vašem visokem jubileju. Čeprav so tudi kakšne trenutki, da je kaj prišlo narobe, ampak mislim, da ni, želim si pa, da nikoli ne bi prišlo več, če je kdaj prišlo slučajno, pa mislim, da ni, ne? Da tako dobrega sodelovanja, ko ga imamo vinogradniki za turističnem društvu, verjetno v nobenem kraju nimajo. Zato še enkrat čestitke in vam nekaj podarjamo kot seveda društvo. Upamo, da vam bo prišlo mogoče nekaj danes prav, nekaj pa tudi v naslednjih dnevih. Spoštovana predsednica, namestnik, člani upravnega odbora in vsi ostali, ki kakorkoli prispevate k delovanju društva. Ponosni smo na vas in na vaše delo, ki nedvomno prispeva k ugledu in prepoznavnosti Pišec. Seveda pa smo vam ob tem hvaležni, da ste se večkrat spomnili tudi na naše društvo in nas povabili k sodelovanju, kar si želimo tudi v bodoče. Želimo vam še ogromno pozitivne energije za uresničitev ciljev, ki so pred vami, ob jubileju pa seveda iskreno čestitamo. Ni veselice, ne? Hvala lepa. Dobar dan vsem skupaj in vsem zaslužnim slavljencem. V imenu športnega društva bi pa želel tudi jaz podariti eno skromno zahvalo turističnemu društvu. Mi športniki smo malo bolj, imamo velikrat pot na čelo, pa smo eno tako brisačko preložili. Mogoče pa tudi vam za podoben namen prav pride. Spoštovane, sem se spet narobe zamotil. Članice in člani turističnega društva, v imenu gasilcev vas lepo pozdravljamo, tudi v vaši 60-letnici, kot nismo imeli 120, imate pol manj, če prav završimo. Tako da vam želimo še naprej takega sodelovanja tudi z nami, tako da veselo delo pa tako naprej. To je ena zahvala, smo gasilci vam podelili, to bolj skromno, ampak od srca. Hvala lepa. Vsi pa prav, ne? Tretjič smo točno vedno kam, ne? Bom še čez kratki v imenu turističnega društva Globoko bi pozdravil predsednico turističnega društva, podžupanjo občine Brežice, vse slavljence in pa goste. Kaj ne rečem, v glavnem čestitam vam za 60 uspešnih let in upam, da se bo še dolgo to vrtel in bodite uspešni kot do zdaj.
Beseda je pomembna, hvala lepa. Pozdrav vsem skupaj. V imenu Turističnega društva Bizeljsko iskreno čestitam predsednici in vsem njenim članom za uspešno delo in jim želim, da bi bili uspešni tudi še naprej. Idej jim ne manjka, tako da to sploh ne dvomim. Uspešno še naprej. Spoštovani zbrani, tudi društvo Pretešnikova domačija, cenjena predsednica, vam želim čestitati. Vse lahko bi si to dala tudi to. Vam želi čestitati v tem visokem jubileju. Krasno sodelovanje je bilo do sedaj, upam, da bo tudi naprej. Predvsem željo, da bi čim prej uspeli vsi skupaj in krajani in člani zagotoviti tudi kakšno gostinsko ponudbo v Pišece. Tega se manjka, brez tega turizma žal ni, ampak upam, da boste uspeli. V spomin vam poklanjam eno lepo knjigo z našega lanskega simpozija, Narečne besede slovenskega jezika, kar je gotovo tudi del turistične ponudbe. Malo duhovne hrane. Pozdravljeni vsi prisotni, člani turističnega društva s predsednico na čelu. Lepo vas pozdravljam v imenu Pišečkih lovcev in vam želim, tako kot Jože je rekel prej, da obeležujete tudi 120 s časom. Ena taka malenkost. Turističnemu društvu Pišece podeljujemo zahvalo za dolgoletno sodelovanje pri ohranjanju naših spomenikov in tako naprej. Vse ostalo pa poznamo vsi. Jaz pa mislim, da je zdaj trenutek, da se v imenu članov zahvalimo še naši predsednici za vso vztrajnost, dobro voljo, za vse cilje, ki jih je snovala in potem tudi realizirala. In želim, da tako ostane tudi naprej, da jo spremljate še vedno taka dobra volja, pa energija, pa moč in skupaj bomo še marsikaj naredili. Anica, iskrena hvala. Draga Anica, v imenu članov turističnega društva se ti najlepše zahvaljujemo za to požrtvovalno delo, ki si ga imela zdaj, ne samo zdaj, ampak zadnji mesec pa pol. Mislim, da si vložila vso svojo energijo tle noter, ne samo ti, tudi Irena. Čestitke obem dvema, ampak tebi pa še posebno, ker si imela res dobro voljo, da si vse skep to speljala. Še enkrat najlepša ti hvala. To je pa za tebe. Da še moram kako reči. Moja stara mama je rekla, vse ne moreš sam pojesti, pa tudi narediti ne. Zato se jaz moram zahvaliti v moji ekipi. Najožji ekipi najprej, ki me je v vseh teh ciljih, v moji hodrariji, kot jaz včasih rečem, podpirala, me včasih naglihala, če se po pišečku izrazim, ker me včasih tudi odnese in levo in desno in predaleč ali pa premalo. In resnično iskrena hvala vsem, ki ste mi pomagali do današnjega dneva in porošeni še za naprej.
hvala tudi vsem ostalim društvom, še enkrat, vsem zbranim, lokalni skupnosti, občini, krajevnosti, vsem še enkrat najlepša hvala. Pa želim, da to sodelovanje in te uspehi, te naše dobre zgodbe ne končajo danes, ampak se nadaljujejo. Hvala. Kamrico, oj kamrico, saj veš mojo navadico, nocoj deklič moj, pa nocoj fantič moj, pa nocoj fantič moj, le zavriskaj in zapoj. Pa nocoj fantič moj, pa nocoj fantič moj, le zavriskaj in zapoj.
tovariša Ostriliča, ki je bil zelo naklonjen urejanju, redu. Tako smo začeli najprej na šoli, potem pa se je to širilo naprej. Na tem ustanovnem občnem zboru, danes ni bilo povedano, nas je bilo 28 prisotnih. Mislim, da bi tudi, ne samo jaz, ampak tudi oni, če bi bili še tu, zaželeli našemu turističnemu društvu, naj bo še naprej zelo uspešno. Hvala. Za nož. Mislim, kaj bo kar? Daj mi nož. Kje pa lahko začne? Kar šestki. No, rep. Šestki pa nič. Ne šestki pa nič. Ajde prvo moja predsednica pozirat. Zdaj pa kar zared. Dost, ne? Dost je, za začetek je dost. Zdaj pa prvo. Ja. Konkretno, da pa lahko